Pozdravljeni nazaj v mojem kanalu. Dolgo nisem posnela tedenskega jedilnika. Tole je ena kolekcija takih jedi. Na tole polnozrnato tortiljo iz Hofra, ki jih imam vedno na zalogi, če se nič ne najde za jesti. Ponavadi kaj namažem, tokrat nisem, sem dala samo solato, pa imela sem eno čičeriko z paradižnikom pa porom, pa naložila čez solato, pa za spremembo 2 koščka sira, pa kdor je hotel še kuhan pršut, da je imel tak malo, mogoče pica okus. Sem jih samo zavila, nisem jih popekla, tako da so bili prav repi, zavitki, tako mehki za jesti, ampak je bilo tudi fajn, če vsak poje 2 ali pa 3, je to čisto nasiten. Tako da tole imeti na zalogi, tele tortilje je čisto ok, lahko jih pa popečete, pač po želji. Malo moraš imeti spretnih prstov, da tole skupaj stoji, takole pa zgleda kaj za jesti. Potem sem skuhala eno enostavno zelenjavno rižoto z rjavega riža, pa kar je bilo zelenjave pri roki, pa na jušno kocko, dam vročo vodo in pol pokrito, res pokrito kuham na zmernem ognju, da se riž počasi napihne, pa dolivam vodo, če je treba, in smo vzeli za sabo. Potem sem probala polnjene paprike, ampak sem jih polnila z lečo, taka veganska varianta. Pa sem skuhala lečo pa riž skupaj in se je seveda leča razkuhala v pašteto, tako da je bolj skuhati riž pa lečo posebej pa potem zmešati, če hočete tisto ta pravo teksturo, kot v polnjenih paprikah z mesom. Ampak nič hudega, okus je bil dober, to je bilo vse, kar je bilo važno. Paprike tudi niso bile tiste babure ta prave, ampak so bile te podolgovate, so bile takrat pač v akciji v Hofru in sem se zato spomnila na paprike sploh polnjene. Sem probala, da bi še pokrila jih s temi pecelčki, pa niso potem, ker so bile tako dolge, niso mogle stati po koncu v čisto nobenem loncu. In boste videli, sem jih tako po koncu kuhala, da so še štrlele ven iz tistega lonca. Malo smešen. Ampak dobro, tole je tale pašteta. Dobro je treba začiniti. Sem dala jušno kocko kuhati, pa sol, pa poper, pa rdečo papriko, pa timijan, pa sol, čebulo pa česen v prahu, v zrnu. Potem sem pa s tem napolnila paprike. Da so pa paprike v loncu stale po koncu, glede na to, da imajo na koncu špico. Sem pa tiste sladek krompir olupila, pa narezala na take koščke velike, da sem lahko odprla paprike. Potem sem pa s temle paradižnikom začinjenim to zalila in pekla v pečici ene pol urce na 180. Bolj sem se matrala s temi pokrovi, pa sem probala več variant, no na koncu sem jih odkrila, so bili brez pokrovčkov, ker ni bilo treba jih pokrivati. Bile so pa ful okusne. Iz tehle sestavin sem hkrati kuhala 2 jedi, iz te skoraj pol kile
piščančjih stegen brez kosti, cvetače korenja, da ste videli še vrečko gobove juhe. Tako da sem istočasno narezala sem čebulo, dvojno količino pa česna, pa smo naredili obaro, pa koske piščanca v gobovi omaki. Tisti paket mesa sem zrezala na koščke in če dejansko pomislimo, koliko mesa pri enem obroku je treba pojesti, je bilo tole čisto dosti. V bistvu sva dve, ki niti ne jeva mesa. Tako da je bilo sploh čez glavo za 4 odrasle, ki pač več pojejo. Verjetno mogli imeti 2 paketa, ampak zaenkrat mi lahko še takole naredimo. Pa tudi če morate, takole naredite, a ne, važno je, da je pač nekaj mesa noter. Ni pa to glavna sestavina. Tudi za tele koščke z gobovo omako sem dala pol manj vode, kakor za juho. Pa sem pol v tisto pono, kjer se je meso peko, zlila. Potem sem pa dodajala po občutku vodo, da ni bila zdaj ena pašteta, ampak da je bila res omaka. Pa vrnila meso nazaj noter. Et voilà, gobova omaka. Preostalim mesom sem pa naredila obaro, to je še druga polovica tiste čebule pa meska. Spet popražila, pa sem pa dodala drugo zelenjavo, kakor jo tukaj vidite, pa zalila z vodo, pa se je v ekonomskem loncu kuhala 20 minut. Pa sem pa še začinila. Zraven sem naredila žgance, ki jih imam v enem drugem receptu. Zelo enostaven za narediti po mojem receptu, tako da sem pustila povezavo spodaj. To je bilo pa spet nekaj za večerjo, za otroke, nekaj za sabo. Pa smo pa še zelenjavo iz pečice naredili, pa eno enostavno joto z krompirjem, 1 kilogram kislega zelja, 2 pločevinkam fižola. V ekonom loncu. Tukaj sem delala kakor sirnico, siroburek, pa sem imela še domačo bučko, ki je ostala z vrta, pa sem jo hodila porabiti. Tako da je na koncu izpadlo zavitek, tak, kot štrudelj zavitek, skuto pa z bučko. Tudi ponazrnati vlečen testo iz hofra, se super obnese, tukaj tudi za štruklje kupam. Ostalo pa po starem, jajček, skuta, bučka, če je pregosto malo mineralne vode, sol, pecilen prašek. Zaviješ, daš peč na 180, če je možnost, da pokrijete s čim, da se malo vlage te pare zadrži, rata ful bolj rahel in to je to.
Tole je bila tudi naša zadnja jed na tedenskem jedilniku. Še veliko več receptov imam v drugih videih, ki si jih lahko pogledate ali v playlisti receptov, ali pa pobrskate po mojem kanalu, lahko se naročite, lahko všečkate, lahko komentirate, kaj predlagate, lahko gledate na Instagramu in se vidimo v naslednjem. Čau!